Kot je bilo omenjeno, gre dejansko za trenutno moč teh 350 megavatov, ki je dejansko Slovenija nekako ponudila drugim državam, mislim, da Nemčiji, za zagotavljanje rezerve. Gre približno, če tako čez prst ocenimo, približno za 40 000 gospodinjstev. To je nekako, če si lahko predstavljamo, nekje za 3 do 4 občin Krškega. Če nekako rečemo, da ima občina Krško približno 9000 gospodinjstev. Z drugimi besedami bi lahko omenili tudi to, da ne gre za polnjenje približno 7000 električnih vozil, seveda z hitrimi polnilnicami. O tem se seveda pogovarjamo, tisto trenutno polnjenje v danem časovnem trenutku. Slovenija ima inštaliranih kapacitet proizvodnje električne energije za 3500 megavatov. To pomeni dejansko teh 350 megavatov 10% inštalirane moči. Seveda je pa ta rezerva nujno potrebna za zagotavljanje vzdrževanja celotnega elektroenergetskega sistema Slovenije in to je tudi zakonsko uvedeno z terciarno regulacijo frekvence. Z drugimi besedami lahko rečemo, če tako mogoče plastično povemo, v bistvu za te vetrne elektrarne lahko rečemo, da je to kot recimo za jadrnice in ker vemo, ko jadramo, dejansko, ko je vetra dovolj, so seveda vsi skiperji zadovoljni, ko pa vetra primanjkuje, pa vsekakor treba vključiti te rezervne motorje na jadrnicah. No, enako je tudi pri tej rezervi, ki jo nekako Slovenija zagotavlja, teh 350 megavatov. Ko je nimamo, je potrebno vključiti ravno to, da lahko zagotavljamo ta vir energije.